Marcel Rotman, seveda dobrodošli znova v reprezentančni vrsti. Kar nestrpno smo vas čakali po vsem tistem, kar se je dogajalo v zadnjem obdobju, tudi poškodba in tako naprej. Kje ste v tem trenutku, ko človek nekaj osvoji, je nekako prazen v glavi, ampak dobesedno ni bilo ne časa za proslavljanje, nova velika obveznost je to? Se sploh ne vem, kje ne v bistvu začnem. 2 dni nazaj, ali pa 3 dni nazaj smo pač zaključili državno prvenstvo oziroma prvenstvo druge nemške lige na najboljši možen način. Res sem bil po tekmi čisto izkurjen in zelo vesel, da je konec tekme, ker mislim, da smo nekje 5. 6. minuto druge tretjine izgubljali 2:0 in da sem jim mimogrede v glavo malo posvetili, in 7. tekme, pa imamo v soboto že tekmo. Tako da sem bil res vesel, da smo to stisnili do konca. Ne samo zaradi tega, ker smo zmagali, ampak zato, ker smo pač tudi zaključili v torek, da sem zdaj imel 2 dni za počitek. In jaz mislim, da 2 dni je bilo glih ena ta prava mera. Jutri me ne skrbi, da ne bi bil pripravljen tako, kot se zagre. Samo ponoči se še dobro naspim, pa mislim, da bo to. Poškodba, ki ste jo imeli, je že stvar preteklosti? Ja, kar se poškodbe tiče, moram res potrkati. Takrat, ko sem jo to naredil, so bile prve ocene bolj nekje na 5-6 tednov, kar je pomenilo, da je bil svetovno prvenstvo res pod vprašajem. Sem pa že po dobrih 2 tednih in pol šel na led in je bilo zelo solidno. Po 3 tednih in pol sem pa že igral, tako da, kar se zdaj tega tiče, je res poškodba preteklost, tako da tudi rabil sem mogoče kakšen teden, da sem malo k sebi prišel, kar se tiče same igre, iz tega razloga, ker pač 3 tedne nisem igral oziroma nekje gnal svojega telesa do konca. Zdaj sem pa tudi to zadnje 2 tedna in pol pač počel, tako da moram reči, da sem zdajle kar dobro pripravljen. To nas seveda veseli. Švedska je pisana na kožo Marcelu Rotmanu. Pred 11 leti 6 tekem, 6 golov. Tokrat bo za nekaj podobnega potrebno zadeti na 7 tekmah. Ja, to je zelo en lep spomin, pa zelo težko bo to letos narediti komurkoli. Je pa lepo biti tukaj na Švedskem, se pravi, zelo lepe spomini me vežejo na Švedsko in jaz upam, da bom tudi letos lahko pač svoj pripomogel s pač svojim delom, da tudi letos reprezentanca pač pride do uspeha. Je pa res, da takrat so bili cilji malo drugačni, kot so zdaj. Vse to, kar mi zdaj že skozi ponavljamo, verjamemo, da ta reprezentanca raste in da postajamo velika reprezentanca in lahko postanemo še večja, tako da moramo samo peljati to pozitivno energijo naprej, to samozavest, ki jo imamo, in verjamem, da so pred nami še zelo lepa prvenstva. Samo še tole, Norveška močno raste v zadnjem obdobju. Pravzaprav se niti niste imeli časa ubadati z Norveško, zvečer vam bo vse razložil selektor. Jan Urbas pa je komaj čakal, da prideta vidva z Davidom, kajti bil je dobesedno posojen vse napade, ki so bili sestavljeni med temi pripravami. Ja, že trenirati sam po sebi, samo trenirati en mesec pa pol je težko. Če se pa menjaš vsak dan z enega napadega v drugega, mora biti pa še toliko težje, tako da verjamem, da je Jan vesel, da končno pač dobi igralce zraven, s katerimi bo tudi kasneje igral. Ampak se pravi, mislim, da to ne bo tak problem, kakor je bil v preteklosti, ker se vseeno tako dobro zastopimo, pa verjamemo eno drugega, da nam bo ta premik hiter uspel. Tudi mi in srečno jutri. Hvala lepa.